četrtkova podoknica je k tebi na obisk prišla. Srce odpri in se nasmej, povabijo čez prag naprej. Se jaz na kmetijstvo kar fajn spoznam, problem pa imam, z deklet ne znam. Bi eno prkupno za svojo vzel, čist je ji dal in rad jo imel. A kak se obrnem narobe je, od mene v stran pobegnejo vse. Noben osvajat me ni učil, ne vem, če kako bom dobil. Ljubca moja, jaz sem super kmet, imam 4 polne sode v klet. Štali pa že 30 imam glav, 10 je bikov, 20 pa krav. Od subvencij gradov sem bogat, bi zdaj se še oženil rad. Srečna tista, ki me ujela bo, in res bo dobro šlo. A kak se obrnem narobe je, od mene v stran pobegnejo vse. Noben osvajat me ni učil, ne vem, če kako bom dobil. Od subvencij gradov sem bogat, bi zdaj se še oženil rad. Srečna tista, ki me ujela bo, in res bo dobro šlo. Trajlala, oj trajlali, dekle pa se mi smeji. Neč ni važen, kak si je maš, če me osvojit ne znaš. Trajlali, oj trajlala, kdar per mje neč ne vela. Biko štal 10 stoji, ta 11 pa ti. Trajlali, oj trajlala, gnar per mje neč ne vela. Biko štal 10 stoji, ta 11 pa ti. Dober večer, dobrodošli, dragi prijatelji, v naši veseli družbi. V predzadnji oddaji v letošnjem letu smo in verjamem, da boste uživali vsem tem, kar smo vam danes pripravili. Kar nekaj glasbenih gostov se bo danes predstavilo v četrtkovi podoknici. Prvi so vam že zaigrali eno njihovo, bi rekel, kar skladbo, ki paše na njihovo osebno izkaznico. Z nami so nocoj Murni, dober večer, dobrodošli. Elvis, ti pa prosim, če prideš k meni. Saj veš, red je tako, da zdaj sicer ne vem, če si ti šef tega ansambla, kako imate to narejeno? Pa lahko rečemo, da sem. Da si, ne? Ja. Ja, pa se drugi ostali člani strinjajo s tem? Ja, se bojo že mogli. Ok, v redu. Hotel sem reči, da če si šef, da se že šika, da imava midva glavno besedo, ne nocoj. Ok, sej, malo za šalo, malo za res, ampak ne nazadnje bi želel v tem prvem najnem sklopu najnega pogovora malo skočiti v vašo zgodovino, na vaše začetke. Mnogokrat se pogovarjate na različnih televizijah in pa radijskih postajah o tistem, kar se dogaja. Tudi mi bomo danes seveda govorili o tem, ampak zdaj v tej prvi rundi pojdiva na vaš začetek. Kdaj in na kakšen način se sploh to začelo? Ja, začel se... Ta vaša glasbena zgodba. Ja, začel se približno nekje 5 let po pol nazaj, kar smo začeli kot Murni v tej zasedbi. In prvo smo začela sama s bratom igrati, z Denisom na klarinetu,
Potem pa se nam je pridružil še eden prijatelj iz srednje šole, to je kitarist Miha Bantan. Pol pa še eden družinski član, mislim, ne družinski prijatelj, tako moram reči, družinski prijatelj. Ja, to je pa Miha Gunzek in pa smo skupaj naredili ansambl Murni, pa smo rekli, neč, gremo malo bolj, vsi smo imeli radi bolj starejšo glasbo, smo bili bolj navdušeni nad tem, smo rekli, neč, bomo pa tudi to izvajali in smo se pol odločili za ta stil, ko ga danes predstavljamo tudi ljudem. Kar je seveda tudi krasno in mnogi smo tega zelo veseli. Mi smo že seveda v mojih oddajah govorili o teh zadevah, pa vendarle se mi zdi prav ponoviti stvari za tiste, ki vas morebiti ne poznajo prav dobro. Slišali so vas, vse pa o vas ne vedo, ne? In to nekako, ta pogovor je, vsaj tale prvi, je namenjen tistim, ki pač teh stvari ne poznajo. Zdaj 5 let pa pol je že za vami, ne? Glasbene, zelo uspešne poti. Hitro ste šli nekako navzgor. Misliš, da zaradi tega, ker ste toliko drugačni od drugih klasičnih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov? Mislim, da ja. Mislim, da je to. Ker danes večinoma se ansambli mogoče ali so kvintet ali so klasičen trio, mi smo pa glih neki vmes, no, in ne vem, zdaj, jaz stalno se malo pohecam, da smo trio s klarinetom ali pa kvintet brez trobente, no. Ja. Tako da, in mislim, da smo pa zaradi tega tudi malo bolj opaženi, no. Vsaj na začetku so vas mnogi velikokrat primerjali z šentjurskimi muzikanti, ne? Ja, to tudi po stilu oblačenja. Zdaj mogoče se je ta zadeva mečkano unesla, ne? Imate nekaj svojega prepoznavnega tudi v samih skladbah, ne? Ja. Se mi zdi, da ste urezali eno svojo špuro, če po športno rečem, ne? In se je držite. Se jo držimo, točno tako. Vse, tudi besedila, kot smo že zdaj slišali, vse so bolj tak, malo bolj igriva, nagajiva, hudomušna bi rekel, no. In tudi vse videospote, koliko se le da delamo tako malo bolj na humorističen način. V istem stilu. Igranja je ogromno, jaz vem, da ste kar naprej zunaj in da je to kar naporno zaradi tega, ker ti upravljate še službe in druge stvari, ne? Ni glasba vaš poklic in se z njo ne ukvarjate profesionalno, ampak se mi zdi, da jaz vas tudi drugače poznam, ene bolj, ene malo manj, vse 4 člane, da vam je glasba nekako pisana na kožo in da date celega sebe na vsakem špilu in tudi takrat, ko ustvarjate, ne? To pa drži. Ja. Ko ustvarjate za naprej, o tem bova seveda govorila v nadaljevanju, ne? Odkot črpate materijale. Jaz vem, da recimo veliko besedil vam je napisala Vera Šulinc, ne? Ja. Še kdo drug? Ne, zaenkrat ne. Zaenkrat je vse bolj pisala Vera. Zdaj, kar se tiče pa melodije, to pa tudi damo drugače delati, so pa potem Bojan Lugarič pa Igor Podpečan. Nekaj nam je pa tudi Tine Lesjak naredil, no, ko ga bomo danes tudi zašpilali. Ja, danes bomo slišali kar 6 vaših skladb, ne? Ja. Kakšna starejša ali so vse nove? V bistvu starejše, vse v teh 5 letih, kar ansambl obstaja, tako da vse so v bistvu naše lastne skladbe, no, tako da vse, kar se tiče od najstarejše do najmlajše, ko jo bomo sedaj tudi predstavili. Tista najmlajša je pa nova, ne? Tista je pa nova, ja. Ja, tisto bomo seveda še posebej promovirali, ampak kot sem že dejal o tem v nadaljevanju, jaz te prosim, če sam odložiš mikrofon, če greš nazaj na svoje mesto, jaz pa zdaj letim do Denisa, ne se veš, da ne bo dober večer seveda ostalim 3 članom, ker stopi malo bolj naprej. Moram to narediti, ne se veš, da ne bo kakšne zamere, ne. 2 brata, ki sta nekako še posebej prepoznavna v tem ansamblu. Prepoznavna potem, da si nismo podobna, ja. Da se nista podobna, o tem govori tudi ena vaša skladba, ne? Tako, ti smo tudi kasneje zašpilali, naslov je Brata, govori tudi o nama, en je črn, en je blonden, tako se tudi vidi vizualno. V redu, v tem nadaljevanju malo več, me pa zanima nekaj, ne? Leto se zdaj počasi izteka. Kako bi ga vi ocenili, kakšna je bila vaša glasbena zgodba v letošnjem letu? Špilo je bilo v bistvu več kot lani, bi lahko rekel, tako da je bilo kar uspešno leto za nam. Smo tudi naredili 2 videospota nova v tem letu. Festivalov se glih nismo udeležili, smo pa imeli pač druge projekte glede novih komadov pa špilov.
Veliko ustvarjanja, snemanja, nastopanja. Ne? Ja. Kako, midva sva že prej, malo tam omenila, ne, da niste profesionalni glasbeniki, kako usklajujete glasbo, glasbene obveznosti in vaše druge in pa seveda tudi privatno življenje? Se da uskladiti, čez teden dopoldne je služba, v večeri zelo sploh, ko so dolgi večeri, imamo vaje, vikend so pa špili. Ja. Zdaj lepa je čas, da ti izrečem iskrene čestitke. Murni ste se letos pridno množili in jaz mislim, pa verjetno ne zaradi te skladbe, ko je grabla, pa je končno le zagrabla. Pa je zagrabla. Ja. Ne, to ne, ker smo v bistvu naraščaji smo dobila z bratom, to je bilo septembra in oktobra. Tako da grabli nismo pozim, tako da je bilo kaj druga. V redu, hvala lepa, izvolite. Ko mi ugasne se danica, tako sim, da rosa šprica, lepe ravne so redi, koš jaz sploh problemi ni. Celi monker sem od Švica, prav bi prišla mi grablica, grabel bi se rad znebil, jedno bom dobil. Pa sem se v Šentjur odpravil, cajten gih oglas objavil, kira grable fajn vrti, del permjen takoj dobi. Pa se ena je perjavla, me takoj ob živce spravlja, sem geštel pogledujem, pa sem bil pečen. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, sma skočila mal seno, jej kak je lušten bilo. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, zdaj imam jo kar doma, je moja ženkica. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, sma skočila mal seno, jej kak je lušten bilo. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, zdaj imam jo kar doma, je moja ženkica. Šentjur odpravil, cajten gih oglas objavil, kira grable fajn vrti, del permjen takoj dobi. Pa se ena je perjavla, me takoj ob živce spravlja, sem geštel pogledujem, pa sem bil pečen. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, sma skočila mal seno, jej kak je lušten bilo. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, zdaj imam jo kar doma, je moja ženkica. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, sma skočila mal seno, jej kak je lušten bilo. Je grabla, 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 na konc je pa zagrabla, zdaj imam jo kar doma, je moja ženkica. Zdaj imam jo kar doma, je moja ženkica. Ja, grabla, grabla, grabla in je pa zagrabla tudi tebi, Elvis, iskrene čestitke. Hvala lepa. Tudi ti si dobil, oziroma vidva z tvojo punco sta dobila letos naraščaj. Ja. Pa se nista to z bratom zmenila, da bosta istočasno Ne, sej tako bom rekel, če bi se to imela načrtovali. dojenčke v hiši. Ne, sej, če bi se zmenila, se ponavadi tisto, kar se načrtuje, se ponavadi ne zgodi, no. Ampak mi dva se še danes malo pohecamo na ta račun, pa rečemo, en špil je bil odpovedan, evo ga, pa smo tam, ko smo, ne. Evo, ja. Kakorkoli že, v veselje vseh, ki zdaj uživate. Je naporno biti mladi očka? Jaz sem že pozabil namreč. Ne, je kar fajn, je kar fajn. Poleg kar hiter pozabiš ti zdreje, pa to. Od začetka bom kar priznal, da je bilo malo bolj tak, zdaj je pa že super, no. Ja. Ti imaš še to srečo, da delaš tudi na 3 zmene in da veliko kar delaš po noči, ne? Ja, in da te ni doma. Ja, sicer zdaj malo manj, ampak tudi flikam, no, tako da se drenju malo izognem, ja. Ja, ok, v redu. Ampak greva midva nazaj k glasbi, ne, in v vašo zgodovino, ne. Zdaj, mnogo stvari se je zgodilo od tistih prvih vaših komadov, od prvih stvari, prvih nastopov pa do danes. Kaj je danes drugače, kot je bilo pred dobrimi 5 leti? Ja, mislim, da smo glasbeno
malenkost bolj odrasli, če lahko se tako izrazim. Malo smo se tudi izpopolnili. Druga se mi zdi pa, da kar vse enako, vadimo skozi, ampak zato so tudi posledično vedno več. Glede na to, da imate kar dosti igranja špilo, koliko še potem je treba vaditi vmes, se pripravljati na kakšne? Tako bom rekel, včasih, če smo res pridni, se spravimo tako, da enkrat na teden še potem tudi se kakšna vaja naredi, kakšna vaja naredi, čeprav bom rekel, da zdaj v zadnjem letu smo se bolj posvečali zabavni glasbi, zato ker to zdaj izvajamo vse v živo in smo nekaj časa res se s tem, ko je že motil. Kar se tiče pa narodne glasbe, bom pa rekel, da vadimo tiste stare komade, pa to, kar jih imamo, jih vadimo na špilih sami, ko jih preigravamo, na teh vajah pa potem sam tiste komade, ko se jih na novo učimo. Vse v nadaljevanju sem želel spregovoriti tudi na to temo. Tisti, ki vas ne poznajo oziroma vas niso slišali na kakšnem špilu v živo, je prav, da povemo, da niste samomurni v teh oblačilah drugačni in drugačni svojo glasbo, ampak da izvajate vse zvrsti. In prav zanimivo je videti, ko ste v teh oblačilih, pa slišimo kakšen rock in bobne zraven in podobne zadeve, skratka univerzalni glasbeniki. Ja, se trudimo. Kar je tudi seveda potreba. Potreba, ja. Sedaj bom rekel, da je kar vedno več je tudi ljudi, ko poslušajo tudi zabavno glasbo in se moramo tudi na njih prilagajati, ker na teh, kaj že privat zabavah, pa to niso samo narodnjaki, so tudi zabavnjaki določeni in je treba tudi za njih poskrbeti, da jim pol ni dolg cajt tam. Jaz bom zdaj kar prosil naše naslednje glasbene goste, da se počasi pripravijo tukaj na sredini, morni teleharmonike malo odmaknite, prosim, da bodo imeli fanta in pa dekle dovolj prostora. Midva, Eli, se omeniva še eno zadevo, zelo odmeven je bil tisti vaš prvi koncert, ki ste ga pripravili lani, ne? Ja. Ena krasna zgodba, ki se je zgodila zelo uspešno, na vaši domačiji ste pripravili koncert, tam je bilo res ogromno ljudi, ne nazadnje pa tudi na odru veliko imenitnih glasbenikov, res je naprava glasbena fešta. Mnogi so letos spraševali, zakaj je letos ni bilo, kako da ste se odločili drugače? Mislim, da ste se odločili tako. Ja, mislim, da smo že prej vse povedali. Pač z bratom smo res tudi naraščaj dobila in smo rekla, da bomo tudi malo to preživela tak, z družino, malo bolj. Tada letos res ni bilo mornovanja, ampak verjetno za drugo leto se bo pa kaj zgodilo. No, to sem te hotel vprašati, kako pa naprej, kajti ljudje so bili res navdušeni. Koliko ljudi je bilo takrat tam? Ja, v Doka bomo rekli, da jih je bilo kar nekaj čez 1000 ljudi. Pa še glede na to, da je bil deževen dan. Zelo slabo vreme, potem seveda v nadaljevanju, ampak ljudje so kar ostali in uživali vsem tistim, kar ste pripravili in to je seveda ena taka dobra popotnica za naprej in jaz sem trdno prepričan, da boste vi zbrali voljo, da boste naredili še kakšen tak koncert, ljudje pa na to že komaj da čakajo. Ok, hvala lepa za tole drugo rundo, kar uživaj tukaj na tem stolu. Jaz letim na kratko do naših naslednjih glasbenih gostov. Trio prijatelji, dober večer, dobrodošli. Tukaj le grem do najlepšega dela vašega ansambla, se opravičujem vama. In Janja, zdaj ne vem, si ti šefica teh dveh fantov, kdo je zdaj glavni v tem vašem triju? Kako ne rečem, kot se mi sami pohecamo med sabo, naš direktor je Boštjan. Ja, jaz sem pač stiki z javnostjo, administrativna dela, naš Janko je pa osebni šofer, mislim, vseh treh. To se pravi, da direktor potem skrbi tudi za finance, ne? Tako. Ok, vredo, ja. Kdo pravzaprav so Trio prijatelji in od kdaj obstajate? Trio prijatelji že obstajamo 8 let skupaj v tem sestavu. Janko in pa Boštjan sta že prej igrala že kar nekaj časa, se pravi 16-17 let skupaj že prej, pred našim sestavom. Kajti mi smo nasledniki naših očetov. Tudi naši očetje, moj oče in pa Boštjanov oče, sta včasih skupaj igrala poroke, ljudska godca in tudi mi se trudimo, da to ljudsko glasbo ohranjamo naprej. Tudi naša igranja so posebna, tako da... Po čem so posebna? Ker
Imamo klarnet, evo. Aha, okej. Isto tako kot Murni. V redu. Zdaj ste komaj da začeli snemati skladbe, ne? Tako, nikoli se nismo odločili prej, pa smo rekli, pa dejmo nekaj posnet, imejmo kak spomin, imejmo nekaj, da pokažemo tudi gledalcem, mogoče, kateri nas ne poznajo, kajti svojo publiko imamo na špilih, a ne, dejmo še pa gledalcem pred televizijskimi zasloni pokazati nekaj našega. 2 skladbi Tako. ste zdaj posneli, Tako. ti 2 bomo danes slišali. Tako. A boste nadaljevali potem naprej s snemanjem? Ja, vsekakor. Imate željo izdati kakšen CD? Ja, tudi naša želja je, ampak mi delamo bolj počasi, kajti igranj je ogromno. Držimo se predvsem na zaključenih družbah, se pravi Abrahami, obletnice, festivalov se ne udeležujemo. Vsekakor nam je cilj posneti neko zgoščenko našo. Zakonsko trpljenje, kot bomo slišali, no, za to skladbico smo posneli tudi videospot. Evo, tako da smo en korak tudi naredili nam nepoznan. Evo. Ja, nas veseli in seveda želimo, da se vam vse te glasbene želje, pa tudi druge izpolnijo v prihodnosti. Jaz vem, da ste še polni načrtov, zdaj je pa tako, ne? Zdaj, če imate veliko igranja, veliko nastopanja, potem pač te stvari morajo malo čakati. Jaz to predvidevam, da so to zdaj čakale te stvari skoraj da 8 let, ne? Zdaj pa prišel čas tudi za to, ne? In bolj se zreli veselimo smo, nadaljevanja. tako, pa tudi imamo radi, ne vem, kakšne novosti, da kaj novega doživimo na glasbenem področju. Všeč nam je, radi delamo, v glasbi smo s srcem, to je pa tudi vodilo, da smo lahko tudi na zabavah predvsem ljudski. Povejva še nekaj o avtorjih teh 2 skladb. Tako, avtorji sodelujemo z Vero Šolinc, z Bojanom Lugaričem, pri katerem smo tudi posneli v njegovem studiu Lugoton, obe skladbici, in pa s Tinetom Lesjakom, ki nam je pomagal tudi pri drugi skladbici. Tako. Znana imena, ki jih velikokrat slišimo v Tudi naših mi oddajah, spoštujemo, evo, to so že res taki, tako. bi rekel, glasbeni mački, ne? Tako, pa naši dolgoletni prijatelji, s katerimi smo pa zdaj združili moči in so nam pomagali. No. Ker se mi zdi fajn, ne, da sodelujete s takimi ljudmi, ki vas tudi dobro poznajo, lažje potem napišejo kakšno skladbo za vas. Sigurno. Poznamo se odprej, zato je tudi skladbica Zakonsko trpljenje čisto po resničnih dogodkih. A ne, Boštjan? Rekla si, da ogromno igrate na zaključenih družbah, Tako. Abrahamih porokah, ne vem kaj vsem, pač tu sodi zraven. Tisti, ki vas bi želeli povabiti, kje dobijo vse potrebne informacije? Tako, obstaja naša Facebook stran, Trio prijatelji, evo, tam se dogovorimo za vse potrebne. Tako, kontaktne številke, najdete nas. Mogoče samo še tole za konec, za novo leto počivate ali bo delovno? Silvestrovo do zdaj še nismo nikoli igrali, tako smo se odločili, čez leto je vsega dovolj. Tisto najdaljšo noč v letu pa smo se že v štartu zmenili, da preživimo doma z najdražjimi, kajti imamo tudi razlog. Na Silvestrovo je rojen Boštjanov sin, na 1. januarja pa moj sin. No, vi imate druge konkretne razloge. Eni preteklih oddaj mi je na to vprašanje nekdo odgovoril, da že čez leto tukaj zaslužijo, da jim ni treba za novo leto delati. Mi pač radi to družinsko praznujemo. Ok, hvala lepa. Že naprej se zahvaljujem za vaš obisk in se že veselimo zdajle prve vaše skladbice, malo kasneje pa še druge. Hvala lepa. Ko se jaz domov przivlem, moja žena je doma. Komaj da na zvon pritisnem, že jo čujem kak reglja. Si kada ne bo odprla, ker sigurno sem pijan. Spit me celo noč požrla, jaz pa truden sem zaspan. Ona sviža in spod
jaz pa reveš čisto zbit. Živce že mi kot navita, mislim si pa najgrev. Vidno iste ma obrede, vsega naredi problem. Končno pridem do besede, da resnico ji povem. Če misliš, da ti je hudo, ti reče, motiš se zelo. Ker bom že zjutraj trezen jaz, ti pa večno pa boš ves čas. Ona sveža in spočita, jaz pa reveš čisto zbit. Živce že mi kot navita, mislim si pa najgrev. Vidno iste ma obrede, vsega naredi problem. Končno pridem do besede, da resnico ji povem. Če misliš, da ti je hudo, ti reče, motiš se zelo. Ker bom že zjutraj trezen jaz, ti pa tečno pa boš ves čas. Evo, takole, mi smo že nazaj. Elvis, kaj praviš na naše druge glasbene goste? Super, odlično. Super, odlično, ja. Po kakšnem ključu izbirate vi repertoar, ko greste na kakšen špil? Odvisno pred kakšno publiko nastopate, ali je to zaključena družba, ali je to kakav, ne vem, kakšen koncert ali kaj podobnega. Po kakšnem ključu? Pa koliko čega? To jaz večinoma vse v glavi noter približno. Probamo vsako skladbo, vsako zvrst, in kaj se najbolj obnese, tam potem špilamo. Zdaj povabijo vas velikokrat kot Murne. Poznajo te vaše skladbe. Človek bi pričakoval, da na vaših igranjih igrate več svoje glasbe, pa tiste druge malo manj. Pa temu ni tako, ne? Ne, ker le svojih komadov imamo bolj malo zaenkrat, mislim, da celo 14 komadov. Tada za cel večer bo to bolj malo. Ampak za takle predstavitve pa to pa igramo svoje komade. Kar se tiče pa na drugih špilih pa igramo potem tudi, kot so naprimer Slakove, Avsenikove, veliko imamo pa tudi šentjurskih muzikantov, pa Jožeta Bohorča. Kako sta ti kot pa brat začela, kot mlada fantiča se ukvarjati z glasbo? Kako se je to začelo? Ja, moja glavna igrača je bila ena taka harmonika, ne. In potem sem jaz tisto vlačil vse posod, pa je pa ate rekel, neč, bomo probali, če bo... A kdo drug v vaši družini? Ne, zanimivo, ja, glih to. Noveden ni igral, v bistvu prababica edino je igrala, no, ona je citre igrala, pa pradedi klarinet, ampak to... Dolgo nazaj, ne? Dolgo nazaj, ja. Kar se tiče pa malo ožje družine, pa nič kaj ni bilo, da bi kdo špilo. Ampak meni je pa to interesirala harmonika, sploh, ko sem videl, kak je muzikanta, ki ide, ne. In pa sem se začel, so mi tisto igračo kupili, pa sem se s tistim igral, pa so mi pa le pravo harmoniko kupili, pa sem se pa pri Branetu Klavžarju učil, nekje od 5. leta do 9. Pol pa sej so vzponi, so paci, nisem mi dal vaditi, pa sem malo to opustil, pa sem imel še malo športa, sej to ni važno. V glavnem sem malo opustil, že skoraj, pa nisem hotel nikoli harmonike prodati. Pa je pa še Denis zraven začel, klarinet, so mu tudi rekli, ti bomo klarinet kupili, pa če mi zdaj kar tako povedal, ko povedal, je rekel, če mi klarinet kupite, ga bom v smetišno kanto vrgel, ne. In pol vseeno so ga le nekot prepalamurili, zato ko sem jaz tudi kak evrček že dobo počasno, ne, tam za mehe, pa to je rekel, neč, zdaj pa jaz tudi špilo. In pol se tako začel, od takrat naprej pa jaz tudi harmoniko bolj kot ne, skoraj vsak dan malo v roke vzamem, če le ni drugega. Ja.
ne bom povedal za naju dva, pa za tiste, ki naj poznajo, nič novega, za druge naše gledalke in gledalce pa mogoče je to ena novost, da smo videli zdaj po novem tudi soseda, ne? Soseda, pravzaprav nekaj par metrov hiša do hiše. Ja, nekaj takega. In ja, ko si rekel, da večkrat vzameš harmoniko v roke, ja, slišim to. Ja, ker se sliši do mene, ker ni tako daleč, tako da, predvsem pa sem jo slišal v ponedeljek, na moj rojsten dan, ne? Ja. Ko ste me presenetili že kar pozno zvečer, ne? Tisto pa je bilo fajn, da si slišal, ja. Smo že mislili, da bomo od zunjih ostali. V redu, ja. Krasno je imeti takšne sosede, takšne prijatelje in nekateri pač imamo srečo, da te poleg dobrih ljudi obkrožajo tudi dobri glasbeniki, ki ti večkrat polepšajo kakšen večer ali pa dan. Ko sva se prej pogovarjala o tem vašem nadaljevanju, imate v glavah kakšne načrte ali se bolj prepustite toku dogajanja in vas tok nese, pač to, kar se zgodi, ne? Ali imate kakšne posebne načrte, ne? Letos postoriti tole, naslednje leto tole, potem ne vem. Ja, v bistvu ja, imamo zdaj neke načrte. Zdaj za to leto, za 2018, teh načrtov nismo dobro planirali. Mislili smo iti na določene festivale, ampak smo potem toliko špilo dobili, da se tudi nismo mogli udeležiti festivalov. Tada v prihodnjem letu zdaj računamo že na to, da se bomo udeležili nekaj festivalov. Pol Kovalček se bomo prijavili, pa tudi verjetno mogoče, da celo na Števerjan, ampak to se še vse dogovarjamo. Ampak želje pa so pa načrte, želje pa so, ja. Pa drugač snemanje novih komadov kot video, da za video spote in pač audio. O videospotih bova govorila v najni naslednji rundi. Hvala lepa za enkrat. Zdaj pa še enkrat dajem besedo trio prijatelji. Hvala lepa še enkrat za vaš obisk. Vse dobro želim in izvolite. Po svetu so velike hiše z bogatim cvetjem olepšane, a okna nič ne sijejo, kot bi ukradel jim do srce. Veliki sobah je tišina, čeprav po noči je vse v luči. Vse to se zdi kot lep obraz, ki manjka mu samo nasmeh. Ko muzika se oglasi, se hiša v domek spremeni, za mizo očka se smehlja in poplesuje mamica. Ko muzika se oglasi, velika smo družinami, za našo mizo prostor je, za drage vse prijatelje. Hladne stene, rdeče strehe kot pravljici, hodniki dolgi čakajo, a v njih nobene topline ni. Je naša mala skromna hiška bolj dragocena kot zlati grad, ker po ljubezni sadiši in vsak domov prihaja rad. Se hiša v domek spremeni, za mizo očka se smehlja in poplesuje mamica. Ko muzika se oglasi, velika smo družinami, za našo mizo prostor je, za drage vse prijatelje.
za našo mizo prostor je, za drage vse prijatelje. Kje dobite vse za vašo pisarno? V podjetju Birobit na Teharski cesti 24 v Celju. Čaka vas široka in ugodna ponudba pisarniškega materiala, črnil in tonerjev različnih blagovnih znamk. Izkoristite tudi njihove številne akcije računalniške in biro opreme. Birobitova servisna služba bo poskrbela tako za montažo, kot tudi za inštalacijo nakupljenega. V Birobitu, kjer so že več kot 25 let pooblaščeni prodajalci in serviserji Canon naprav, vam tudi svetujejo, kako nadomestiti obstoječo opremo, tiskalnike, skenerje in fotokopirne stroje z najnovejšimi Canonovimi multifunkcijskimi napravami. Te lahko kupite ali pa jih najamete. Birobit, z vami že več kot 25 let. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri izbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Športna, prostorna, tehnološko dovršena. Nova Honda Civic, že od 17.990 evrov. Naša izbira je avtomobil, ki je dobrodošel v vsakem mestu. Naša izbira so nizke emisije. Naša izbira je tišina. Naša izbira je samodejno polnjenje baterije. Naša izbira je Yaris hibrid Toyota. Ven morate. Zapiramo. Malo še. Dobro, poceni pa ni da ni. Trgovine Joge! Kemoplast, svet talnih oblog za vaše želje, barve in okuse. Obiščite nas v salonih Kemoplast in skupaj bomo poiskali rešitev za vaš dom. Kemoplast, svet talnih oblog. Na vrsti so naši trije nocojšnji predlogi za vižo tedna in poglejmo, kaj vam nocoj ponujemo. Le kdo ob strani stoji, ko vsakdo te pozabi.
kdo vse dneve skrbi, beseda me tolaži, to je ljubezen mamina, ki topla je kot sreča. To je ljubezen mamina, ki roža je deteča. Poglej to zvezdo na nebu, ki žari, spominja na te in na najnesrečne dni. In če kdaj zvezdica ta ugasnila bo, ljubezni več ne bo. To je začetek izbice naše, zapeli jo bomo, da slišite jo. Fant se zagleda v dekle zapeljivo, mu pa namenjeno to ni bilo. Zaljubil se v malo črno Natašo, deklico čedno sanjavih oči. Je pa usoda drugače hotela, lažje povedal vam s pismijo bo. Srečal sem frajlico malo navihano lepo vihravo, mini kot ti si nosila, s pogledi si me osvojila. Trenutku so sanje postale resnične, upanje bližje. Zaljubljen te čakal, dočakal, da rekla si rada te imam. Predlogi. Pod številko 1 se je podpisal Franc Frele z pevko Matejo, Ljubezen mamina. Drugi naš predlog, ansambl Potepuhi, Najini dnevi, in tretji predlog, ansambl Svetlin, Nataša. 090 936 125, po pisku pritisnete 1, 2 ali 3 za prvi, drugi ali tretji predlog. Vsi, ki boste glasovali za katerikoli predlog, pridete v poštev za žrebanje. V koncu oddaje naš računalnik izžreba nekoga, ki bo danes dobil glasbeno darilo ansambla Pogum. Spet prišel je čas, ko zvezde zažarijo, snežinke bele v jasni noči se lovijo. V očeh otrok se znova zaiskri veselje, skrite želje, sreča, tiho hrepenenje. Na jelki v kotu drobne lučke se bleščijo, po dolgem letu spet pri nas se oglasijo. Troje mož darili dobrimi željami, Miklavž, Božiček, dedek Mraz so spet med nami. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklavž, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Šutuariva, 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 šutuariva. Ob kaminu toplem otroci šepetijo, pravljice poslušajo in se smejijo. Saj stari sivi ata je že spet pozabil, da isto pravljico jim je že včeraj pravil. V ustih malih sladki keksi se topijo,
končno spet med nas. Za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklaš, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Miklaš, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Za vsakega darila imajo, še odraslim nekaj dajo. Miklaš, Božiček, dedek Mraz, prišli so končno spet med nas. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Zdaj skupaj vsi veseli smo, ko novo leto čakamo. Črna mačka in trije dobri možje. Saj smo že skoraj da na polovici tega veselega decembra. En dobri mož nas je že obiskal, še dva čakamo, saj bo kar hitro prišel ta čas in jaz verjamem, da se teh praznikov zelo veselite in da že komaj čakate, da se zgodijo. Tudi mi bomo danes nekoga nagradili. Prav je tako, da storimo to predvsem zaradi tega, kajti Murni so eni takšnih glasbenih gostov, ki vedno sabo prinesejo kaj lepega in danes so prinesli čisto nov, svež svoj kalendar z letnico 2019 in pa zraven prilagaja tole CD ploščo ansambla Murni Super Kmet je naslov te skladbe in zdaj že odpiram naše telefonske linije. Tisti, ki nas bo prvi poklical, bo dobil tole lepo darilo naših nocojšnjih osrednjih glasbenih gostov. Torej, številka je že izpisana na vaših ekranih, zavrtite telefonsko številko. Seveda bo priložnost tudi za kakšno vprašanje, predvsem pa boste deležni tega lepega darila, ki ga bom za nekaj časa še hranil tukaj na mizi in z velikim veseljem podaril nekomu, ki nas bo poklical v živo v četrtkovo podoknico. Prej sem rekel, da bova povedala besedo ali dve še v teh vaših videospotih. Aha, že imamo nekoga, takoj nadaljujemo, Elvis. Dober večer, dobrodošli. Dober večer, želim spoštovanjem obema. Hvala lepa. Reska tukaj iz Šentjurja. Dober večer, gospa Reska. Zdaj jaz vam kar dam besedo, da ne bom motil. Elvis je tukaj, ga lahko vprašate karkoli želite, potem pa bova midva tako samo končala s to nagrado. A res? Ja, pa bom pa kar tako povedala, da ga že spremljam že tak celih 5 let, 5 pa pol, ko je rekel danes, ne? Ja. Bila sem tudi na koncertu takrat, ko je imel doma pod šotorom, je bilo zelo lepo, čeprav je deževalo. Gledam vse, tudi takrat, ko je bil na Golici, ko je zmagal. V glavnem spremljam njihovo domačo glasbo, ker mi je zelo všeč. Povejte mi, te CD plošče vi še nimate? Nimam. Ja, pa tudi, če bi takšno podobno imeli doma, te sigurno nimate, ker jo imam jaz zdaj tukaj, ne? In zdaj je tale CD plošča že vaša in seveda tudi tale kalendar. Zelo sem srečna in vesela. Ansamblo Murni. Je pa tako, vi se boste po to nagrado oglasili tukaj na naše uredništvo, na televizijo Celje. Lahko se oglasite vsak delovni dan med 9 in 15 uro in dvignete tole nagrado. Nocoj boste samo v naši režiji pustili svoje osebne podatke, da potem napišemo listek tule gor, koga čaka ta nagrada, ne? Tako. Povejte mi še tole, ko sva ravno na liniji in nekako se posvečamo zdaj temu veselemu decembru. Kako ga vi praznujete? Se že kaj pripravljate na te prihajajoče praznike? A veste kaj, tako vam bom povedala, sem pač upokojenka že, ne? Pač v družinskem krogu, če bo čas, pa če bo vreme, pravzaprav bomo šli malo v Šentjur, ko bo ansambl Petka igral. A to že govorite za Silvestrovo, ne?
Tako. Ja, še prej pa bo seveda Božič, torej ne? božični Tako. večer. Tis bomo pa pekli potičko, pa večerja. Na nekaterih medijih sem že zasledil, da so že nekatere gospodinje kar pridne, že počasi pečejo in pripravljajo. Jaz mislim, da ravno za božiča še ne, da ne bo preveč staro takrat pecivo. Ne. Je pa res, da je najbolj fajn, to pa boste vi povedala, ne, da po piškotih pa po potici zadiši ravno na božični večer. Točno tako. In takrat je tudi najbolj dobro vse. Tako za veliko noč. Ja. Greste potem tudi po navadih polnočnicam? Tako, Svetem Duhu v Celje. Krasno. Vse tako, kot mora biti in jaz verjamem, da se že veselite teh praznikov, tako kot se jih veselimo tudi mi. Hvala lepa za prijeten klepet, hvala lepa za vaš klic, prijeten večer še naprej, vesele praznike in pa že naprej srečno in zdravo novo leto želim. Enako vam v studio in vsem skupaj. Hvala lepa in lahko noč. Lahko noč. Evo, Elvis pa sva opravila eno lepo, prijetno dolžnost. Imamo še pa nekaj koledarjev tukaj na zalogi. Če še kdo želi imeti koledar Murnov, lahko pokliče v oddajo. Brez kakšnih nagradnih vprašanj bomo danes podelili še kakšen koledar. Potrebno je samo poklicati tukaj na naše uredništvo. Zdaj, ko sem rekel, da sva začela z to temo snemanja videospotov, kako gre pri vas to po vrsti? Je najprej skladba, pa potem na skladbo padajo ideje, kje posnet, na kakšen način posnet. Tako ali tako ste v glavnem sami igralci, ne? Ja. Zbirate posebne lokacije, kako teče ta zadeva pri vas? Ja, prvo je skladba, besedilo, o čem besedilo govori, pol pa na to podlago mi naredimo nek scenarij. Ponavadi, mislim, do zdaj vse, kar smo vse sami delali. No, tako da vsi z vaše strani ideja in potem tudi izvedba. In izvedba, potem pa iščemo tudi lokacije pa zato glede na naš stil, kak smo oblečeni, malo starejši, malo to, iščemo res kakšne stare domačije, kaj takega, da še lahko ljudem pokažemo. Tudi vaša domačija je zelo uporabna za snemanje, različno snemanje, ne? Ja, je že tudi bila uporabljena v Superkmetu in pri Bratih, ja. Je naša domačija. Ja, tam so res taki, bi rekel, zanimivi kadri se dajo poiskati, ne, za snemanje tovrstnih spotov. Prej smo pa slišali, da v prihodnjem letu že načrtujete naslednjega. Ja, v bistvu snemali smo že tudi približno pred enim mesecem en videospot. Fajna skladba, ne bom nič povedal, ampak zelo, zelo zanimiva, no, tako bom rekel. Ni še prišlo do izdaje? Ni še prišlo do izdaje, mislim, da še nekaj časa ne bo, kak mesec ziher, da še to malo predebatiramo, pregledamo, če bi še bilo treba kaj popraviti. Zdaj smo dobili v pogled, da lahko pogledamo ta videospot in če smo se še mi nasmejali, pol mislim, da bo tudi za gledalce dobro. Kje ste posneli Grablico? Grablica je pa posneta v Vitanju, to je pa Beškovnikova kašča. Tam gor se to vse odvija. Ja. V poletnih ja, v začetku poletja. To mislim, da je bilo pa glih začetku junija. Ja. Ok, hvala lepa. Jaz prosim, če kar odložiš mikrofonček in greš na svoje mesto, kajti zdajle bo na vrsti tretja skladba nocojšnjih osrednjih glasbenih gostov. Ansambel Murni nam jo bodo zaigrali in jaz verjamem, da še bo ena krasna iz njihovega repertoarja. Izvolite. Sem majhen bil, mi je luštno bilo, pol pa mama šla, je v bolnico. Od takrat naprej ni se dal več spat, droko žerjav se je mali brat, bolj ko rasla sma, bolj je bilo sumljiv. Jaz sem priden bil, pa nagajil. Ziher v bolnici so kaj zame štral, mami so domu enega druga dal. Isti ata, ista mama, ko obrneš brata sma. En je črn, drug je blonden, skor za dan se skregama. Ista mama, isti ata, mi dva čist raz.
različna sva. Super muski nama grata, tam se ista kri pozna. Se pokazal je, da mogoče sva prava brata le, rada ga oba malo spijema, lepe deklice rada gledama, isti ata, ista mama, ko obrneš brata sma. En je črn, drug je blonden, skor vsak dan se skregama. Ista mama, isti ata, mi dva čist različna sva. Super muski nama grata, tam se ista kri pozna. To pa ta ključna. Če, kak je pa živuna, tista pa, ko poje tak neko poje noter, pa jo malo pokrtač pa to. Lojtro? Ne lojtro. Nisem mislil to nam ne vedo, kjera krtač. Ko vsak sajt kjero pokrtač. Pa drugač pa je malo pokrtač, tak neko gre. Ja. Vem, kjero misliš, ti Jan sosedu, ono sosedu, ko je pokrtač. Jaz sem to tak včasih čujem, pa si kaj zapomnem. Včasih pa tudi čujem, pa si ne zapomnem. Veš? Ja, čakaj, se bo, veš, ko je to, vse to je lepa bolezen, toto, kako se reče, tota demenca, veš, ko je to, skleroza, ja. To je najlepša bolezen, čist nič ne boli, pa vsak sajt kaj novega zveš. Ja, bo držal, ja. Sam lepo te prosim, njemi žalost ne špilat, ker smo zdaj v veselem decembru in da ne čujem slučajno kove žalosti. Ne pa toto. Oprosti mi hač, tatale glih ni vesela, je pa. Dober je, malo božja. Če lahko sam pripomnem, glih veselna ni bila, bila je pa nagla. Ja, da je pa malček to bil. Huntata, hunta, drata, huntata, hunta, drata, huntata, huntata. Zdaj ti je hunta drata, ja. Enkrat boš ti že imel hunta drata, ja. Ker mi hač, se veš, da recimo smisel življenja, ko je smisel življenja? Zdaj, kako bi ti vsekal teto definicijo, ne? Smisel življenja, ja, to... Tako je, rečemo, ne, če tako poštudira, za ko je, recimo... Ko je največji, ti bom zdaj ti bom pa povedal, največji, vsak reče, brez hrane ni življenja. Ja. Tak, če bi ti, no, zdaj pa bodba malo pametna, če si že htel biti pameten. Brez čega se ne da živeti? Ja, hrana si rekel, pijača, recimo. Tele gor, brez seksa.
Ali pa res. Ja, brez seksa se ne da živeti. Pa ti zdaj čisto resnično zgodbo povedal. Saj veš, če hrane ni, ali pa piješ vodo, pa še kar en cajt živiš, pa to nekak mučkaš, pa to nekak greče. Pa seksa ni. Ja. Se pa veš, ko zgodi. Te ne bi bilo ne tebe, pa ne mene, pa nobenega ni. Saj veš, kak smo prišli, saj veš, sem. Ti se ne spomniš, kak smo si prišli, samo si pa tak prišel, veš. Prek tega voneja, veš, se pride na svet, pa tak naprej. In to je glavna stvar za naše življenje, glavna stvar, ja. Zastopn, ja. Samo nekateri to zanemarjajo, se veš. Pri nam, ko smo midva tako, se veš, spiješ kak deci, pa kak je fajn večer, veš, ko je tudi dobro, kako orehov olje, malo takle, če ga kam daš, pa to na kruh si ga jaz, ker malo vlijem orehovega olja. Si nor, po orehovem olju. To ne veš si to? Nije. Pa orehovo olje ti je zakon za to. Res? Ja. To bi jaz naredil, veš? Ja. Dobro, jaz to tako vsak večer, veš, sem tudi olje pa to. Je pa on večer, ko smo se spravila, se veš, jaz tako mora biti, to pol zrihtam, pa to, veš, pa tudi partisnem orn, veš, te pa, ko sem to gore bil, pa mi moja takle kože gor, veš. Takle gor mi koža. Sem rekel, ko pa to pomeni? Zdaj, da mi ti to kažeš. Je rekla, da sem tako hudič, veš. Da pol maroga. Rekel, čakaj malo. Te smo se pa pol midva obrnila, veš. Te pa jaz tak je pokaže, veš, gor nazaj. Je pa rekla, ko sem jaz tudi, en tak hudiček, ne. Sem rekel, ti si pa teš kako krova. Jaz to vem, en primer, veš, enkrat je šel k doktor, je rekel, čujte, gospod doktor, imam grozne probleme pri seksu. Prav, ko pa je, a ne gre več? Ne, je rekel, to gre, je rekel, samo vete, ko imam jaz probleme. Jaz, ko se gor na babnico spravim, je rekel, nisem gor 5 minut, mene tako v križi štiha, da ne morem nič ne morem. Je rekel doktor, pa dajta, pojdi se pa vidva, pa zamejita, pejte pa vi od spodaj, pa ne gre babnica na vrh. Ja, sma probala to, sma se midva zamejala, šla babnica na vrh. Baba težka tako, je rekel, da me je skoraj zadušila. Jaz dihat nisem mogel. Je rekel doktor, ja ne, poje se pa vidva oba tak lahko na bok uležeta per onem. Je rekel, tudi to smo probala. Sma se ulegla na bok, sam pol jaz na televizijo nisem več videl. Dekletom vas hodil, saj si še lojtre postavit ne znaš. Nič še ne veš, kaj je prava ljubezen, mamino mleko pod nosom še imaš. Kaj boš ti, fantič, dekletom vas hodil, ko se bojiš še teme in noči. Sploh še ne veš, kaj te bo doletelo, če te njen oče pod oknom dobi. Da ti korajža napolni srce, fantje na vasi, ki dajo kaj nase, temne noči se prav nič ne boji. Še mlad, fant
le če sem v družbi deklet. Res sem še mlad, fant golobrat, ljubim pa že srčno rad. Zame je lep ženski ta svet, le če sem v družbi deklet. Sem še mlad, fant golobrat, ljubim pa že srčno rad. Zame je lep ženski ta svet, le če sem v družbi deklet. Evo, Elvis je že pri meni, še eno rundo naj jo čaka. Elvis, ko sem vas zdaj poslušal in gledal, sem razmišljal o tem, šentjurske muzikante smo vajeni kot starejše gospode, ki so prinesli tudi nekaj glasbene zgodovine v tisti sestav šentjurskih muzikantov, da so potem lahko preigravali te stare, veliko ljudskih pesmi in podobnih zadev. Kakšni so odzivi, ko ljudje vas prvič vidijo, pa vidijo 4 mlade fante v teh posebnih upravah, ki sodijo v res starejši datum, tudi način igranja, predvsem klarineta je takšen, ki sodi v eno drugo obdobje. Kakšni so odzivi, kaj reče ljudje? Odzivi, tako bom rekel, zdaj starejši, da se mladi... Ja, starejši sploh, naprimer, ko tudi igramo veliko, tudi kot sem že prej rekel, starejše glasbe, kakšne marše, Holcaker marš, ko ga že mogoče danes redko kjer muzikant odšpila. Ko to zašpilamo, se že tudi zgodi, da se tudi kjer od starejših dobesedno zjoko, no? Ker ga je to res tudi spominjalo na mladost in vse skupaj. Tada starejši, ko nas vidijo, približno vejo, kaj pričakovati, ne? Mi je pa bolj zanimivo, ko pridemo kam igrati, pa ko mladina nas prvič vidi, kak smo oblečeni, pa po domač povedam, ker rečejo, goveja muska, ne. In pol, ko vidijo, kako vse tudi igramo, da ni to samo tudi tista starejša skladba, da mislim, tista glasba, kar jo izvajamo, da je tudi to nekaj novejšega, so potem tudi navdušeni. In pa presenečeni. Presenečeni, ja. Zdaj jaz ne vem, imate vi kaj izkušenj z igranjem v tujini, izven meja, ste se že kje pojavili? Ja, smo šli malo čez mejo pogledati tukaj čez Pavličevo sedlo, tada smo bili v Železni Kapli v Avstriji, pa v Celovcu. Kakšni so pa tam bili? Ja, so bili zadovoljni. Občutki poslušalcev in gledalcev? V bistvu... Presenečeni? Presenečeni, ja. Presenečeni zato, ker ta glasba, ko jo izvajamo, ko sem že prej rekel, Holcaker marš, pa to je tudi v njihovim tam področju, tudi so znani komadi. Te marši, kar jih mi igramo, tada so bili res navdušeni. Ko ste se začeli ukvarjati s takšnim načinom igranja, seveda s tem sodi tudi styling in podobne stvari, a ste kaj brskali po zgodovini, kako je bilo s tem, ste prebrali kaj kakšno zadevo, da ste bolj nekako spoznali to zgodovino naših tistih starih glasbenikov? Nekaj ekstra se nismo veliko poglabljali, no. Ja, smo pa, kar se tiče, oblek smo se, glede glasbe bom pa kar rekel, to večinoma so že res šentjurski muzikanti, tudi Jože Bohorč, pa to so že prej veliko naredili, tako da mi jim zaupamo in pa tudi njihovo glasbo. Vam je verjetno bilo potem malo lažje, ne? Ja, nam je bilo lažje, ja. Elvis, hvala lepa, mikrofonček odloži, jaz letim še samo do Mihe. Midva bova, Miha, imela sklepno besedo, vse veš, 2 največja, ne, oziroma zdaj jaz ne vem, ne, ker imaš klobuk, pa se mi zdi, da vseeno sem jaz nekako bolj pri tleh, ne. To mi je nekako drugače, ker ponavadi jaz vedno gledam dol, ne. Zdaj pa bo to malo drugače, ne. Imam še enega glasbenega gosta, ki ga vedno moram gledati gor, ne, gospoda Wernerja, on je v drugem nadstropju, z njim se stalno pošalim tudi na takšen način. Ok, mi smo že kar nekaj povedali o vaših željah v prihodnosti, ampak sem trdno prepričan, da vsega nismo povedali. Kje se vidite čez, ne vem, 3, 4, 5 let?
Ali pa greva do 10. obletnice, ne? Čez 4 leta in pol. Da bi še naprej, tako kot zdaj, razveseljevali ljudi z našo glasbo, da bi bili ljudje srečni, ko nas poslušajo, pa da bi mi še tako naprej delali. No? Ste mogoče, jaz ne poznam tega, ne? Vem, da vam pač Vera piše besedila, potem v glasbi je drugi in to glasbo vi potem izvajate. Ste mogoče kdaj razmišljali o tem, da bi pobrskali po kakšni stari skrini in našli še kakšno skladbo, ki jo pa mogoče podobni glasbeniki še niso izvedli, niso posneli, ne? Ja, iščemo zdaj tudi take starejši ljudi, ko mogoče malo bolj poznajo te stare ljudske pesmi, ko še niso danes mogoče tukaj prepoznavne več in jih še nobeden ni niti uglasbil in neč. In mogoče bi se tudi kak tak projekt Mogoče velja tole povabilo vsem, ki morebiti veste za kakšne takšne zapiske ali pa mogoče ne zapiske, da imate to v svojih glavah, lahko nekdo tudi pride, pa besedilo pove ali pa zapoje ali kakorkoli. Kam se naj obrnejo? Vi imate seveda tudi svojo Facebook stran. Imamo na Facebook ali pa mail. Tisti, ki Facebooka nimajo, pa kam? Pa ja, na telefon od našega Elvisa. Od Elvisa. Elvis, zdaj pa moraš ti povedati svojo telefonsko številko. Ja, jo vem kar na pamet. 051 212 180. Evo, zdaj smo povedali vse potrebne podatke za vse tiste, ki jih želite angažirati za kakšen nastop, za kakšno presenečenje, za karkoli. In pa seveda apel tistim, ki morebiti veste za kakšne take že skoraj da pozabljene skladbe, besedila. Pridite, oglasite se, fantje bodo zelo veseli, če bodo v roke dobili kaj podobnega in bodo z veseljem potem uglasbili in dodali temu svojemu bogatemu repertoarju. Hvala lepa tudi tebi, že naprej vam želim vse dobro in ob koncu bomo še rekli si srečno in zdravo leto. Hvala. Srček prsi skače, spet sem si na plotu strgal hlače. Naskrivaj, ker pač ne gre drugače, masovat gre svoji ljubici. Še eno noč, moja bo ljubica, jutri pa že lepa nevestica. Le še to noč grem čez balkon kot tat, jutri jo bom nisel čez prag. Le še grem čez balkon kot tat, jutri jo bom nisel čez prag. Mamica in očka se jezita pred poroko, nič ne dovolita, joj gorje, če me nocoj dobita, ko zaspal bo meni zobici. Še eno noč, moja bo ljubica, jutri pa že lepa nevestica. Le še to noč grem čez balkon kot tat, jutri jo bom nisel čez prag. Le še to noč grem čez balkon kot tat, jutri jo bom nisel
dobite vse za vašo pisarno? V podjetju Birobit na Teharski cesti 24 v Celju. Čaka vas široka in ugodna ponudba pisarniškega materiala, črnil in tonerjev različnih blagovnih znamk. Izkoristite tudi njihove številne akcije računalniške in biro opreme. Birobitova servisna služba bo poskrbela tako za montažo, kot tudi za inštalacijo nakupljenega. V Birobitu, kjer so že več kot 25 let pooblaščeni prodajalci in serviserji Canon naprav, vam tudi svetujejo, kako nadomestiti obstoječo opremo, tiskalnike, skenerje in fotokopirne stroje z najnovejšimi Canonovimi multifunkcijskimi napravami. Te lahko kupite ali pa jih najamete. Birobit, z vami že več kot 25 let. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Športna, prostorna, tehnološko dovršena. Nova Honda Civic, že od 17.990 evrov. Naša izbira je avtomobil, ki je dobrodošel v vsakem mestu. Naša izbira so nizke emisije. Naša izbira je tišina. Naša izbira je samodejno polnjenje baterije. Naša izbira je Yaris hibrid, Toyota. Ven morate. Zapiramo. Malo še. Dobro, poceni pa ni da ni. Trgovine Joge! Kemoplast, svet talnih oblog za vaše želje, barve in okuse. Obiščite nas v salonih Kemoplast in skupaj bomo poiskali rešitev za vaš dom. Kemoplast, svet talnih oblog. Takole, ob koncu nocojšnje oddaje samo še povem rezultate nocojšnjega glasovanja za vižjo tedna. Največ glasov ste namenili skladbi Nataša in pa ansamblu Svetlin. Alenka Tišma pa je nagrajenka in dobitnica obljubljene CD plošče, ki jo podarja nocoj ansambl Pogum. Fantje, hvala lepa za nocojšnji obisk, vse dobro želimo prihodnje, lepe praznike, srečno in zdravo novo leto. Vam, dragi prijatelji, pa nocoj samo še hvala za pozornost, kajti vse lepo si bomo voščili prihodnji četrtek, ko smo ponovno skupaj. Za nocoj pa hvala in lahko noč.
vzdržno mlado, bi se imela fino, če bi ne klopotala za tansko brzino. Ko v poročno torto sem rokal namočil, skoraj da stropa skočil, babi je hudir, a moram priznat, da tako imam rad, kot živo srebro zmerje živa. V njej rad zaspim, pa vse potrpim, ker strup majhnih vaških se skriva. Šikana je, da lahko reče vse, čez kovtrčkom fajn me pokriva. Sem jaz general, a ona maršal, drugač je pri hiši kralj. Tudi če imaš prav, to je treba požret, da baba zmeri zmaga, pač mogo boš dojet. Sreče v zakonu, brez tega pač ni, takrat ko baba zmaga, imaš profit tudi ti. Sreče v zakonu, brez tega pač ni, takrat ko baba zmaga, imaš profit tudi ti. Šikana je, da lahko reče vse, čez kovtrčkom fajn me pokriva. Sem jaz general, a ona maršal, drugač je pri hiši kralj. Tudi če imaš prav, to je treba požret, da baba zmeri zmaga, pač mogo boš dojet. Sreče v zakonu, brez tega pač ni, takrat ko baba zmaga, imaš profit tudi ti.